Pa glede sanja na koreografiji, to je pa tudi ena moja velika travma. Ko smo bili ful uspešni, je bilo ful naporno, ampak v takem smislu naporno, da moje telo ni zmoglo več stati, jaz nisem mogla več koreografij sploh sestavljati. In takrat sem začela ful vizualizirati, da sem pač leže sestavljala, ker enostavno več nisem zmogla stati, ker sem bila živi mrč. Sem se naučila, kako miže vizualizirati koreografijo. Next level pa je bil, da ne vem, sem mogla do jutri zjutraj sestaviti 4 koreografije, ura je bila 3 zjutraj, nimam več časa, zmantrana sem, ne morem več, moram pa narediti. In je bila edina opcija, da jaz pač to med tem, ko spim. To je meni postalo tako najbolj normalno, da pač med spanjem sem v prvi vrsti sestavljam, pa zraven pač spim. In se zjutraj zbudim, hitro zapišem na telefon vse, kaj pač sem si zapomnila in pol počim. Ampak to je, to ni okej, to ni normalno. Da si ti tako obseden za svojo službo, da ti sanjaš to, da ti ne moreš spati zaradi službe, to je... Zato pa sem pol burnoutala, ker je bilo absolutno moja glava preobremenjena, moje telo izžeto, do konca.